A nakoniec, ale nie na poslednom mieste, ako slavisti hovoria last but not least, poprosím Mariu Wtorkowską. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Tema moje prezentacije je, kot napovedano, stopenske novotvorjenke v spletnem slovarju polskih neologizmov. V uvodu bom povedala nekaj besed o ustvarjalcih omenjenega v naslovu slovarja in metodi opisa gesel. Jezikovni obserwatorij Uniwersytetu w Warszawie je raziskovalna skupina, ki se ukvarja z najnowejšim besediščem v polskim jeziku in deluje od leta 2014. Skupino vodi polonistka profesorica Kłosińska. Osrednja naloga obserwatorija je oblikovanje spletnega slovarja polskih neologizmov. Od leta 2021 do danes je bilo na spletni strani ki je zdaj tukaj na zaslonu obserwatorium językowego, objavljenih več kot 1100 enot neologizmov, leksemov in frazemov, ki so se v polščini pojavili po letu 2003. Če upoštevamo vse zbrane enote, tudi tiste, ki še čakajo na objavo ali so upisane na prejšnji spletni strani Nove Wyrazy, nanese skupaj kakšnih 7000 enot. Obserwatorij beleži neologizme, frazeme in nove pomene obstoječih besed. Gre za besede, ki še niso bile uvrščene v slovarje in ki morda tudi nikoli ne bodo. Sproti se namreč beležijo tudi besede, ki bodo morda imele prekratek rok trajanja in upisa v normativni slovar sploh ne bodo doživele. Tovrstni spletni slovar sam po sebi ni novost. Pri nas tukaj na slovenskem območju poznamo kolaborativni slovar Razvezani jezik, poleg tega tudi slovar novejšega besedja, ki obravnava besede in besedne zveze uveljavljene po letu 1991. Prav tako v knjižni obliki izhajajo sprotni slovarji slovenskega jezika. Zadnji, ki je izšel leta 2022, med drugim zajema zelo bogato besedotvorno bero iz obdobja epidemije koronavirusa. Oba omenjena slovarja sta dostopna v okviru spletne strani Fran.si. Gre na eni strani za izključno kolaborativne oziroma participatorne slovarje, ki jih ustvarjajo in upravljajo uporabniki sami, na drugi pa za dela leksikografov in jezikoslovcev, ki so primarno namenjeni knjižnim objavam. Pri slovarju polskih neologizmov jezikovnega obserwatorija gre za kombinacijo obojega. Gesla namreč predlagajo uporabniki interneta, obdelajo, po potrebi dopolnijo in objavljajo pa jih uredniki jezikoslovci, člani raziskovalne skupine. Gre torej za pridobivanje leksikografskih podatkov preko tako imenovanega množičenja. Predlagane leksikalne enote uredniki jezikovnega obserwatorija ocenjujejo zlasti na podlagi dveh kriterijev, in sicer nova enota se mora pojaviti vsaj 10-krat v najmanj 5 besedilih, nastalih po letu 2003, hkrati pa ta enota ne sme biti umeščena v nobenem od 8 diagnostičnih slovarjev, izdanih pred letom 2003 na Polskem. Ker se v trenutku vnosa novega slovarskega gesla ne da predvideti, kakšna bo usoda posamezne besede, ali se bo torej prijela, prešla v splošno rabo in dočakala vpis v slovar knjižnega jezika, ali pa morda iz jezika povsem izginila, ta slovar nima normativnega, pač pa izključno deskriptivni značaj. V njem se znajdejo tudi oblike, ki niso skladne s trenutno jezikovno normo. Posledica kombiniranega leksikografskega pristopa so zelo poenoteni in izčrpni vnosi. Vsako slovarsko geslo je opremljeno z zaporedjem znakov, tako imenovani tagi.
pod którymi się skrywają informacje o razlogu za beleżbą enotę, o njenem typu glede na sestawo in ekspresivno zaznamovanost, jezikovnem izvoru, domačnost, tujost, motiviranosti ali nemotiviranosti, datumu registracije in obdelave posameznega gesla ter pomenu zunaj jezikovnih okoliščin nastanka besede za njeno razumevanje. Vsak slovarski članek poleg definicije vsebuje številne primere uporabe ter grafične podatke in podatke o frekvenciji rabe danega gesla. Slovarska gesla poleg tega lahko vsebujejo še druge oznake, izgovarjavo besede s tujo podstavo, njene variantne oblike, aktivne povezave na sorodna gesla ter pojavnost v drugih slovarjih. Besedišče, zbrano v slovarju polskih neologizmov, sega na različna področja življenja. Največja, torej najštevilčnejša tematska polja so politika, pandemija, hrana, hobby, prosti čas, mesto, ekologija. Slovar nam lahko koristi tako na vajah, kot tudi na predavanjih in seminarjih, ker v njem zbrano besedje odraža določene družbene pojave ter kulturne in etične spremembe. Z njegovo pomočjo na lektorskih vajah širimo besedni zaklad študentov, hkrati pa tudi razlagamo kulturno in zgodovinsko ozadje, ki stoji za besedami. Na podlagi analize izbranih novotvorjenk in slovarja bi prikazali nekatere besedotvorne mehanizme poljskega jezika, posamezne besedne vrste pri tvorbi novega besedja in produktivnost določenih obrazil. Želimo s tem poudariti posebno uporabno vrednost stopenske metode tudi pri poučevanju oziroma učenju poljščine kot tujega jezika. Čeprav raziskave kažejo, da ekspresivnost besed povzroča manjši prirast tvorjenk v besedotvornem gnezdu, včasih pa vseeno zasledimo zanimive primere, predvsem sopomenskih tvorjenk, kar želim posebej tukaj izpostaviti. Besedotvorni sestavi so razvrščeni glede na domače, torej poljsko ali tuje, predvsem angleško izhodišče besedotvornega sestava. Poglejmo torej si primer besedotvornih sestavov s poljskim izhodiščem. Kljub nedvomni prisotnosti politike v javnem življenju Poljakov je predlogov novih s politiko povezanih gesel manj, kot bi lahko pričakovali. Morda zato, ker nova gesla predlagajo predvsem mladi, ki se manj zanimajo za politiko in se ti uporabniki verjetno izogibajo kontroverznim besedam, ki izražajo radikalne ocene, takšen pa je pogosto značaj neologizmov, povezanih s političnim življenjem. Med novimi besedami najdemo tvorjenke, ki so nastale od lastnih imen in sicer priimkov znanih politikov. Poglejmo si na primer besedotvorni niz od priimka Adama Hoffmana. Torej, od samostalniške oblike tega priimka je nastal pozneje glagol Hoffmanić, postępować jak Hoffman, iz katerega imamo glagolnik. Pozneje je tudi Hoffman podstava za izpeljanko hoffmanjarstvo in še pozneje za prefiksalno-sufiksalno tvorjenko za Hoffmanić. Tvorjenke nastale od priimka nekdanjega politika stranke Pravo i Sprawiedliwość v zvezi s tako imenovano madridsko afero, kateri glavni akter je bil, so sinonimi za goljufanje, zavajanje z namenom pridobiti kakšno korist, izrabiti denar. Gre za afero povezano s službenim potovanjem treh tedanjih poslancev v Madrid leta 2014, ki so vzeli denar za pot z avtom, potovali pa so z letalom, na katerem so njihove soproge zagnale prepir. Pomen tvorjenk je bil najprej omejen na politike in druge javne osebnosti, ki naj bi služile denar na službenih potovanjih, sedaj pa širijo svoj pomen in se uporabljajo tudi bolj splošno, skoraj kot so pomenka glagola krasti, ukrasti in samostalnika kraja. Zdaj pa besedotvorni niz od priimka Jarosława Kaczyńskiego. V tem nizu bi mogoče samo izpostavila
tvorjenke glede na zanimivo i čitljivo strukturo. Gre tukaj za te dve zadnji tvorjenki, Kačafi in Kačenko, ki sta nastali kot rezultat sklapljanja okrnjenih priimkov. V navedenih primerih sta združena dva besedotvorna postopka, in sicer krnjenje podstav in sklapljanje brez prekrivanja, torej temu zgledu za status prekrivanke manjka prav prekrivanje. Še mogoče poglejmo tudi niz od priimka politika Zbigniewa Ziobro. Tukaj pa bi mogoče izpostavila tudi dve zadnji, torej enaki poimenovanji po seveda formi, pa ne po pomenu. Prva, ta Ziobrzyca, kot ime bolezni, primerjajmo recimo cukrzyca, krzywica, miażdżyca, in druga, że konkretne osoby ženske iz iste stranke. Navedene tvorjenke so stilno negativno zaznamovane in v uporabi zlasti med nasprotniki omenjenih politikov oziroma omenjene stranke, tudi iz katere prihajajo. Zdaj si poglejmo niz s polskim izhodiščem, tudi s polskim izhodiščem, ampak zelo zanimivim, ker gre za samostalnik Šur v pomenu oseba, ki ima radikalna in kontroverzna stališča, širi teorije zarote ali pseudoznanstvene koncepte, opozarja druge na domnevne grožnje in kaže odpor do ljudi, ki ne delijo njenega stališča, ki je nastala kot rezultat dveh besedotvornih postopkov, in sicer krnjenja podstave trpnega deležnika šurnjenty, torej taki, ki je duševno nestabilen, se čudno obnaša, in je nastal od glagola šurnąć, in tudi spremembe pregibnostnega vzorca, torej premik iz pridevniškega sklanjatvenega vzorca v samostalniškega. Ta samostalnik, kot že tvorjenka, postal podstava številnim novim tvorjenkam. In med drugim verigi izpeljank o istem pomenu kot besedotvorna podstava, tukaj moške oblike šurek, šurista, pozneje od katerega je naprej nastala ženska oblika šuristka in pridevnik šuristyczny, pa tudi ženski izpeljanki šurka in šužica, tukaj s premeno končnega glasu podstave. Tudi je bila baza za verigo samostalniških izpeljank o istem pomenu, torej šurizm, šurstvo, šurostwo, pogled značilen za šura. In tudi glagolskih tvorjenk, šurać, šurować, šužić, od katerih seveda imamo tudi glagolnike, šuranje, šurovanje, šuženje. Mogoče tukaj je vredno tudi opozoriti na to, da recimo pri tvorjenki šurać, šuranje gre za homonimne oblike, torej oblike homonimne do istih že obstoječih v jeziku form drgniti in drgnjenje v takem pomenu, zato seveda lahko jih tudi razlagamo, interpretiramo kot semantična neologizma. Pozneje imamo še verigo pridevniških izpeljank o istem pomenu, šurovski, šurowy, šurski, in zanimiv je ta zadnji primer, torej prekrivanka šurja, tukaj je res prekrivanka, šurja v pomenu skupina ljudi imenovanih šuri, pa tudi kot so pomenka šurizma, šurostwa in šurstva, ki pravzaprav je nastala po združenju okrnjene nowotworjenkę szuryzm in končnega dela oziroma tudi okrnjenega dela besede furia v mestu skupnega imenovalca obeh leksemov, torej v tem primeru elementa ur. Nekatere tworjenke vsebujejo tudi tujejezične
podstawę. U besedišću iz tematskega polja hobby in prosti čas ne moremo spregledati anglicizma chill out. U prvem pomenu, torej počitek povezan s sprostitvijo, prijetnim preživljanjem časa, ki ga pogosto srečamo v vsakdanji poljščini. Postal je besedotvorna podstava tudi v okrnjeni obliki chill za številne izpeljanke. Glagolske, naprimer chillautować się, wychillautować się, chillować, to imam že na drugi drsnici tukaj, chillować, tudi wychillować. V redu, torej že samo za zaključek hitro. Že sam nabor tukaj obravnavanih primerov kaže na to, da tovrstna zbirka besedja lahko služi kot dragoceno in vsebinsko bogato didaktično orodje za poučevanje poljščine kot tujega jezika. Nove besede nastajajo na podlagi vseh besedotvornih postopkov, ki seveda se pogosto tudi medsebojno kombinirajo. Med njimi je vredno izpostaviti tiste prekrivanke, ki zadnje čase res ta besedotvorna metoda postaja izjemno produktivna. Za nastanek nekaterih novih besed je potrebna celo nujna širša razlaga, zato je njihova prisotnost na urah poljščine zelo dragocena, ker seveda učeči ob jezikoslovnih temah spoznajo še določene najnovejše družbene pojave ter kulturne in etične spremembe, ki se odražajo v jeziku. Mogoče tudi to, da tovrstno besedje se nanaša na vsakodnevno življenje, ki je seveda še posebej za mlade študente zelo atraktivno, saj se dotika neposredno njihovega vsakdana, zato je tudi tovrstno besedje njim blizu. Čisto na začetek bi samo še mogoče povedala, da prirast teh poimenovanj, recimo teh sopomenskih, je zelo zanimiv. Bi tudi mogoče vprašala, a v drugih jezikih je podobna situacija in dejansko razmislimo o tem, ali je to stvar samo ustvarjalnosti uporabnikov jezika ali mogoče naprimer tudi neke reaktivacije nekaterih vsaj obrazil oziroma tukaj v tem primeru pripon gre naprimer za nabor poimenovanja tistega, ki vozi skiro v poljščini, poglejmo, z vsemi skoraj možnimi priponami, kar mi je znano, se še nobena iz predlaganih tukaj variant zaenkrat ni ustalila v jeziku, tako da mogoče v okviru takega gnezda je še tudi vredno tiste sopomenske izpeljanke izpostaviti. Hvala lepa. Ja ďakujem aj za tento referát, ktorý otvoril ďalšiu veľmi interesantnú tému vo vzťahu k téme našej konferencie, a to je doplňanie, štrukturácia, reštrukturácia slovotvorných hniezd na základe neologickej časti lexiky. Vypočuli sme si 5 referátov a teraz otváram diskusiu. Nech sa páči. Profesorka Stramlič-Breznik. Torej, jaz bi imela samo vprašanje za vas, recimo, Martin. Zelo sem vesela, torej predvsem bi rekla vaše predstavitve, kajti slovaško besedotvorje je pravzaprav bilo navdihujoče tudi zame, zlasti slovar, Bohinjski slovar Sokolove. Zdaj pa pravzaprav imam to srečo in čast, da lahko spremljam, koliko pravzaprav vi v okviru besedotvorja, Martin, delate na slovaškem besedotvorju.
Jaz bi zdaj rekla samo tole. V vaši predstavitvi radov, mi bi rekli verik ali nizov, ste rekli, da je največja možna stopnja 8. Zdaj me pa zanima, to je 8 enot ali tudi 8. stopnja tvorbe. Ker kolikor sem iz vašega izvajala, je prva beseda tako imenovana ničta stopnja, ker je podstava, koren za nadaljne tvorjenje. Torej, ali ste, glede na to, ker imate tako kvantitativno, kvalitativno obdelano besedotvorje v slovaškem jeziku, ugotovili, da je tvorba besed na 8. stopnje najvišja ali je to 7. stopnja? Hvala lepa, Martin. Ďakujem za otázku. Ja som to nevysvetlil v prezentácii, tak doplním teraz. 8 lexém, to znamená, že východisková, nemotivovaná lexéma je prvá a 8 je vlastne 7 v poradí, čiže to je 7. stupeň. Ale treba to brať tak, že to je síce reprezentatívny materiál, tých 75 000 lexém, ale samozrejme, že je obmedzený na tú lexiku, ktorá vychádza z výkladových slovníkov súčasného slovenského jazyka. Ak by sme ten materiál a postupne ten materiál chceme aj doplňať z ďalších zdrojov, z korpusu, z iných slovníkov, zo slovníka súčasného slovenského jazyka, viac zväzkového, na ktorom sa pracuje, tak tieto dáta môžu a asi aj budú troška modifikované. Napríklad my sme systémovo sme doplnili a vlastne pracovali sme de facto so 4. vydaním, ale je nepublikované len v elektronickej, v komputerovej podobe, so 4. vydaním a tam sme systémovo doplnili niektoré deriváty, konkrétne posesívne adjektíva. Tie sa vlastne produktívne tvoria od každej lexémy, ktorá pomenúva osobu, systematicky sa vie vytvoriť posesívne adjektívum. Takže posesívne adjektíva tam už sú inkorporované, ale iné typy lexém, ktoré sa môžu potenciálne aj na základe korpusových dát vyskytnúť, substantívne abstraktá najmä, tak tie tam, pravda, všetky nie sú. Ale nepredpokladám, že by ten stupeň sa nejako radikálne menil, že by sme tam mali, máme 7 terminála 7, tam je vlastne 8 príkladov, ale že by 8., 9., 10. stupeň nepredpokladám, že by sa to radikálne aj doplňaním materiálu menilo. Hvala. Ja bih htjela na početku da kažem da su referati svi bili veoma interesantni, da je sekcija bila odlična i imala bih za svakog po neko pitanje, ali ipak neću. Zadržat ću se samo na referatu profesora Tošovića. Hvala profesore što ste došli na konferenciju. Nisam shvatila na osnovu primjera koje ste vi sada naveli kako veštačka inteligencija može da nam gradi reči. Kakav je vaš stav prema tome? Da li vi mislite da je to dobro što je tako ili vi prosto kažete eto to će doći uskoro? Doći će, ali da li je, mislim možda će doći ako dozvolimo, da li je vaš stav prema tome pozitivan ili negativan? Da li vi mislite da je u redu da kada nam je potrebna neka reč, da mi treba da pitamo veštačku inteligenciju za to? Ili, na primjer, ja mislim da ne treba tako da postupamo, nego da mi znamo pravila tvorbe reči, naročito lingvisti, i da se zna kojim tvorbenim sredstvima raspolažemo i da na taj način gradimo reči, a ne da nam veštačka inteligencija to radi, zato što veštačka inteligencija ipak ne može to tako kao čovek sa svim onim pravilima. Sećate se kako je recimo Belić kritikovao neke reči, neke okazionalizme koji su pisci koristili, recimo Nastasijević i tako, da nisu dovoljno u duhu našeg jezika i tako dalje.
Da li mislite da veštačka inteligencija može sve te faktore da ima u vidu i da gradi nove reči i da mi treba tako da ih gradimo? Pa da odgovorim, prvo sam se malo nasmijao kad ste postavili to pitanje, jer je to pa jedno od centralnih problema, budući da vještačka inteligencija izaziva dva efekta. Jedan je ushićenje, oduševljenje, a drugi je strašna glavobolja. Strašna glavobolja upravo zbog toga što vještačka inteligencija pruža nevjerovatne mogućnosti. Evo ja se bavim nekoliko godina, već sam i jednu knjigu ove godine objavio. Svako pitanje koje ste vi ovdje postavili, ja već nalazim odgovor. Evo, pitanje je dokle ide čovjek u stepenovanju, što bi bilo, trebalo da bude jedan od centralnih, da da jedan od centralnih odgovora da dobijem na ovoj konferenciji. Da li je to 8, da li je to 10? Evo ja sam naveo jedno tvorbeno gnijezdo, čisto onako više sam se zezao sa vještačkom inteligencijom. On meni za hlad izbacuje odjedanput 10. Za druga tvorbena gnijezda imamo 12-15. S tim što moramo voditi računa, da on izbacuje stvari koje valjaju i koje ne valjaju. To znači, ali mi imamo mogućnost da komunicirajući sa vještačkom inteligencijom da dobijemo prave odgovore. Šta je stvar ovdje? Stvar je upravo u onome što sam govorio na samom početku. Autorska prava. Ja sam siguran da se derivatolozi sada koriste vještačkom inteligencijom, ali da to kriju i da koriste u naučnom istraživanju. Ja ću vam navesti jedan primjer. Kad sam pripremao ovaj referat, ja sam zamolio da mi vještačka inteligencija izbaci za hlad, za hladnoću, tvorbena gnijezda za sve slovenske jezike. Uradila je to za 5-10 sekundi. Šta znači? Ja mogu to uzeti i onda ja nastupiti ovako pred vama i ja da vam pokažem kako ja znam sve slovenske jezike. Tu je suština. Suština je sad kako koristiti vještačku inteligenciju, dokle ići i naravno biti veoma oprezan u dobijanju rješenja. Recimo, za neke stvari dobijete odmah odgovor, a za druge meni treba 3-4 večeri, jer ne možete raditi stalno, 3-4 večeri komunicirajući, tražeći od nje nešto drugo. I to je vrijednost. Mi nismo svjesni, možda su svjesni oni koji su malo dublje ušli u vještačku inteligenciju, mi nismo svjesni koliko vještačka inteligencija sada nama pomaže ili može pomoći u analizi tvorbe riječi. I upravo smatram da bi recimo naredni neki skup u okviru naše komisije upravo trebalo da bude. Ja sam član stilističke komisije. Mi smo ove godine u Beogradu organizovali prvu stilističku konferenciju posvećenu odnosu stilistike i vještačke inteligencije. Materijal je ogroman. A ako to predložite za iduću godinu, vidjet ćete koliko ćete referata dobiti i vidjet ćete koliko je to revolucija koja izaziva ushićenje i strašnu glavobolju. Ďakujem profesorovi Tošovičovi za koreferát. Cvetanka Avramová sa hlasila. A potom Ivana Bozdechová. Ano, děkuju a mám otázku k tobě, takže budu mluvit česky. Tak já jsem neporozuměla dobře asi. A ty jsi mluvil o slovotvorném paradigmatu v širším a v užším smyslu.
ale mohl bys vysvětlit, prosím tě, co vlastně máš na mysli, protože ty si řekl, že to slovotvorné paradigma v širším smyslu obsahuje taky slovotvorné hnízdo a ty mohou být stejnokořenové a různokořenové paradigma, takže to mě asi nepochopila. Dobře, tak děkuju. Ďakujem za otázku. To rovno ukážem, sa vrátim k tej prezentácii. Slovotvorná paradigma v širšom zmysle je vlastne synonymum k termínu slovotvorný útvar, čiže to je každá, teda komplexná jednotka, každé zoskupenie, či rovnakokoreňové alebo rôznokoreňové, čiže aj slovotvorný typ je typom lexikálnej paradigmy. Vychádza sa z definície lexikálnej paradigmy ako skupiny lexém. A slovotvorná paradigma je vlastne skupina lexém, ktoré sú späté rôznymi reláciami slovotvornej motivácie. Čiže slovotvorný útvar rovná sa slovotvorná paradigma v širšom zmysle. Čiže napríklad v tomto zmysle toto je teda slovotvorné hniezdo a slovotvorné hniezdo je zároveň aj typ lexikálnej, respektíve slovotvornej paradigmy. A slovotvorný typ, stromček, domček, betlehemček, teda to sú deminutíva, ktoré patria do jedného slovotvorného typu. Sú to desubstantívne deminutíva s rovnakým sufixom, ček. Sú vlastne tiež istým typom slovotvornej paradigmy. Čiže to je slovotvorná paradigma v širšom zmysle a slovotvorná paradigma v užšom zmysle v slovenskej lingvistike sa pôvodne vyčleňovala v takomto užšom zmysle. Aj Klára Buzášiová pri analýze deverbatívneho odvodzovania hovorí o deverbatívnej paradigme. Na tom príklade rocker to ukážem. Čiže tu máme v tom užšom zmysle slovotvorná paradigma, to bude súbor motivátov, ktoré majú rovnaký motivant. Čiže lexéma rok má slovotvornú paradigmu rocker a rokový. To sú dve lexémy, ktoré patria do slovotvornej paradigmy substantíva rok, pretože sú bezprostredne odvodené od tohto substantíva. Čiže v tom prvom prípade je to desubstantívno-substantívne odvodzovanie, rocker, a v tom druhom prípade je to desubstantívno-adjektívne odvodzovanie. Čiže to je definícia slovotvornej paradigmy v užšom zmysle. Súbor komotivátov. Viem, že nie je to ideálne, lebo pri odbornej terminológii by sme mali sa vyhýbať polisémii, ale ten termín lexikálna slovotvorná paradigma v užšom zmysle bol skôr, ale zase je veľmi dobrý aj na pomenovanie ako hyperonymum všetkých typov zoskupení, vrátane slovotvorného hniezda, slovotvorného typu a tak ďalej a tak ďalej. Takže tak, viem, že nie je to ideálne. Ďakujem za otázku. Ivana Bozdechová. Děkuji, já Martine také tobě, ale zároveň jsem chtěla využít to, co jsem chtěla říct zítra, že jsi potvrdil, a tak to říkám už dneska, to zásadní rozhodnutí, nebo vítám téma té konference, Boris, když to volili, je to opravdu velice užitečné a chtěla bych jenom, velmi se těším na celý tvůj text, až si ho přečteme, protože ho pokládám za velmi důležitý základ, přehledný, kde si nám umožnil vhled do toho, co vlastně všechno obnáší ta slovotvorná paradigma
pragmatičnost a že si dokážeme představit, jak se to může naplňovat. Určitě nebude nic překvapivého, že třeba některé ty řady a tak dál jsou paralelní v češtině, něco z toho budu ukazovat zítra, tak o tom nechci mluvit, ale opravdu to velmi vítám, je to zapotřebí a jenom teď si připomněl Kláru Buzášovou, já bych dodal samozřejmě ještě Juria Furdíka, které, když jsem se připravovala, tak myslím, že slovenská slovotvorná teorie v tom má velmi dobré základy a jenom to ukazuje důležitost té paradigmatičnosti. Tak pardon, to byl jenom komentář, ale mám 2 kraťonké otázky. Záměrně si vyberu tu první a poslední kombinaci. Tam, kde, a opět to vítám, že v tom přehledu těch paradigmat je jednokořenový, nebo prostě jenom to slovo. Neznamená to, že by to slovo zároveň, od kterého se nic netvoří, bylo izolované, čili nemělo vůbec žádná příbuzná slova. To asi není míněno. Upřesněme si to, tady mluvíme o slovotvorbě ve smyslu morfologickém, ano, čili v podstatě jenom derivace. Protože kdybychom zvažovali, a to jistě nebylo cílem, třeba kompozici a případně ještě víc kvazikompozici, tak by možná některá ta slova, bych bylo přes 1000 asi, možná měla nějaké motiváty. Tak to je jeden krajní pól a ten druhý, Irina už se toho dotkla, těch 8 stupňů, mě jenom zaujalo a vím, že jich je málo a je to okrajové, ale ten příklad, který si uváděl, tam byl, pokud se nemýlím, internacionalismus, bylo to slovo cizího původu. Možná je to úplně náhoda, že těch je nejvíc, ale třeba by to za to stálo se podívat i na ten původ, protože mně se tady najednou promítlo to, čím se taky zabývám, a to je adaptace, slovotvorná adaptace cizích slov v jazycích. A jakým způsobem se naplňuje paradigmatičnost ve srovnání domácí a cizí kořeny. A tak mě prostě tady zaujalo, že těch 8, ta 8členná řada byla právě tak to jenom, jestli náhodou v tom množství hraje nějakou roli původ slovenský a cizí kořen. Děkuju. Ďakujem za otázku. Teraz nespomínam si z tých 8 prípadov, koľko je domácich a koľko je internacionálnych. A tak nechcem tu nejaké závery robiť, ale v zásade áno, platí to, že adaptácia cudzieho slova v jazyku L2 sa výrazne uskutočňuje aj prostredníctvom slovotvorby. Nie len slovotvorby, ale prostredníctvom slovotvorby je to naozaj hmatateľné a veľmi... Je to veľký príklad, dobrý prípad adaptácie. Že to slovo sa zapája do slovotvorno-motivačných relácií a tu by som skôr povedal, že to je skôr náhoda, že to je internacionalizmus. Vidím, že sa blíži Boris bližšie dopredu a keď sa pozerám na hodinky, tak je mi jasné, že aj keď ešte ja som sa chcel spýtať na nejaké aspekty svojich spolurečníkov, ale necháme si to na prestávku, keďže máme inštrukcie, aby sme boli striktne presní. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, aj prezentujúcim. A ešte odovzdávam slovo Borisovi, ktorý zrejme povie nejaké inštrukcie k ďalšiemu priebehu rokovania. Ďakujem.